Slovenija je 21. država v Evropi, kjer bo Toyota lansirala brand Kinto. V osnovi je to brand, ki naj bi na nek način zelo poenostavil mobilnost, gleda pa predvsem v prihodnost. Mislim, če bilo po moje, bilo to že včeraj. Ključna beseda pa vsem skupaj je pa prehod iz lastništva v uporabo. Najemi, car sharingi, leasingi in tako naprej. A veš, tako kot že desetletja počnemo s telefoni. A veš, predstavljeni ti bo neki pogoji, paketi, ti boš pa zbral tistega, ki tebi najbolj ustreza, tudi glede na avto, ki si ga želiš imeti. To se bo, in to je neizbežno, počasno ampak ziher zgodil tudi z avtomobilsko industrijo in z lastništvom avtomobilov. Tako kot pri mobilni telefoniji, ki pač po 2 letih prija nov telefon, pogoji načeloma ostanejo enaki, ti imaš pa nov, pa najsodobnejši telefon. Pa kje si, Darko? Ok, je to dosti za danes. Ne vem, moj dan je še dolg. A pa mi grede, veš, da se atmosferci zdaj menimo za eno novo pisarno, kar pomeni, da bom jaz svojo pisarno spraznil zelo hitro, pa ti mogoče lahko pokažem, ker mogoče pa koga zanima. A? Mogoče samo na hitrico, kaj moraš vedeti, lokacija boljša ne more biti, pogugli Opekarska 11 Ljubljana, blizu voznice, blizu centra, praktično nikoli gužva. Pecam. Pisarna je zelo preprosta, ampak obenem zelo prostora pa za 1, 2, 3, 4, ne vem, 5, 6 ljudi, če je treba. Omare, to je valjda vse noter, tukaj imaš kuhinca, taka zelo preprosta, majhna, uporabna, čista, pa valjda tudi WC. Inač, to je to, pogled, takole prostor izgleda še z tega kota, Opekarska 11, 400 € na mesec plus stroški, kot da je ta prostor od danes naprej frej. A ja pa ne pozab, stari v Ljubljani smo. Parking je velik, z rampa dobiš daljinca, nikoli problem, placa dosti.